Zdaj ta odgovor je težko dati neposredno zaradi tega, ker je ta sama COVID epidemija oziroma sama infekcija s COVID virusom ima številne obraze s prizadetostjo številnih organov v telesu, med drugim tudi srca, in pri bolnikih, ki so hospitalizirani v intenzivnih enotah, ima kar 60% znakov poškodbe srca. Te bolnike v določeni fazi, če je to potrebno, tudi koronografiramo, ugotavljamo lahko tudi motnje prekrvavitve srčne mišice, vendar so mehanizmi drugačni, kot jih poznamo pri klasičnih bolnikih z tako imenovanim miokardnim infarktom, in tudi sama sestava teh vključkov ali pa, ko bi rekel, trombov, ki jih najdemo v srcu, je drugačna pri COVID bolnikih kot pa pri bolnikih z miokardnim infarktom. Zaenkrat ni bilo jasno pokazano, da bi zaradi COVID infekta počel tlak na koronarni žili in to povzročalo miokardni infarkt. Ampak je v bistvu srčno popuščanje posledica celotnega imunskega odziva ali odpovedovanja več organov? Ja, pri COVID-u gre, nekateri bolniki imajo srečo, imajo blage oblike, tisti, ki ima pa hudo obliko, pride tudi do ene take nevihte, citokinske, kot temu rečejo, in v okviru tega pride do splošnega imunskega odgovora, ki je nespecifičen in lahko prizadene vse organe v telesu. Kar se opaža v zadnjem času, tudi so poročali o tem pulmologi iz Golnika, pa tudi naši žilnih bolezni zdravniki, je več pljučnih embolij in venskih tromboz zaradi nekega protrombogenega stanja, ki ga sam infekt s COVID-om povzroča, in tle lahko iščemo določene korelacije, ne pa tiste, kot sem rekel, z samim miokardnim infarktom. Kaj pa recimo teh ljudi, ki pridejo z infarktom sem, ali med njimi beležite večji delež recimo bolnikov, ki so preboleli COVID morda tudi v blažji obliki? Zdaj, tisti, ki so prebolevali COVID v blažji obliki, zaenkrat teh podatkov ne moramo imeti, ker tega sistematičnega testiranja bolnikov v preteklosti, tako kot se zdaj screening dela, ni bilo. No. Zdaj bolnike mi vse testiramo, ki pridejo v katetrske laboratorije, vendar tisti, ki so že preboleli, imajo lahko tudi negativne teste, tako da nam to ni povedno. Sploh asimptomatski tudi težko povedo, da so preboleli bolezen. Zdaj zaenkrat pa ne opažamo porasta, da bi imeli recimo bolniki, ki so preboleli COVID, čez določen čas več miokardnih infarktov, tega pa saj številke zaenkrat ne govorijo. Po COVID-u je veliko posledic. Zdaj ljudje pogosto opisujejo utrujenost, slabo počutje, nezmožnost, nekateri imajo nevrološke težave, precej pa jih ima občutek težkega dihanja po preboleli bolezni, kar lahko izvira bodisi zaradi recimo temu malce podaljšane prizadetosti pljuč ali pa zaradi izgube same telesne zmogljivosti na račun upada zmogljivosti mišičnega sistema. Pogosto se pojavlja vprašanje o dolgoročnih posledicah COVID-a, ne? Vi ste do te besedne zveze dolgoročne posledice seveda zaenkrat nekoliko skeptični, ne? Ja, COVID poznamo sedaj približno leto in je to premajhno obdobje, da bi zares lahko vedeli, kakšne so dolgoročne posledice. Lahko povemo nekaj o srednjeročnih posledicah. Recimo objavljene so bile raziskave, ki so spremljale bolnike 3 do 6 mesecev po preboleli bolezni. Vemo nekaj o tem, kako se bolezen obnaša recimo 3 do 6 mesecev po preboleli okužbi. Pri bolnikih, recimo, ki so bili hospitalizirani zaradi COVID-a, opažajo tudi še 6 mesecev po preboleli bolezni nekoliko slabšo pljučno funkcijo, morda pri kakšni četrtini tistih, ki niso potrebovali recimo umetne ventilacije ali pa intenzivnejše respiratorne podpore. Pri najtežje obolelih pa celo do polovice takšnih bolnikov ima še zmeraj motnje v pljučni funkciji. Ta raziskava je iz Wuhana, tam so ta prvi imeli te bolnike, oni govorijo o bolnikih, ki so bili hospitalizirani. Se pravi, to so tisti, ki so šli v bolnišnico. Verjetno je zdaj v tej raziskavi jasen trend glede na težo bolezni, se pravi, sklepamo, da tisti, ki niso potrebovali hospitalizacijo, da bodo imeli relativno manjše posledice. Kaj pa v bistvu pri nas opažamo? Se je mogoče oceniti recimo kolikšen delež prebolevnikov navadnih, tako rečem, tistih iz bolnišnice ali pa tistih iz intenzive, se naknadno recimo vrača k vam? Mi lastnih podatkov slovenskih glede tega nimamo. Je pa bilo nedolgo nazaj objavljeno, da se do 15% bolnikov po COVID-19 vrne v bolnišnico, bodisi zaradi zapleta COVID-a, bodisi zaradi poslabšanja neke kronične bolezni, ki so jo imeli že prej. Vi ste v bistvu zelo zgodaj, smo v OKC odprli ambulanto za post-COVID bolnike, če se
pravilno tako imenuje. Ja. Kdaj pa v bistvu čemu? Teh ambulant je pravzaprav več. Eno ambulanto imamo mi na pulmološki kliniki, jih imajo pa tudi infektologi. Tako da v bistvu namen teh ambulant je spremljanje bolnikov po odpustu iz bolnišnice, se pravi učimo se, koliko časa pri njih ustrajajo spremembe na rentgenski sliki, izpad v pljučni funkciji in pa tudi, da bolnikom svetujemo glede zdravljenja s kortikosteroidi, ker se je zdaj uveljavilo zdravljenje težjih potekov bolezni s kortikosteroidi in je namen teh ambulant tudi prilagajanje tega zdravljenja in pa omejevanje morebitnih stranskih učinkov. Koliko recimo ljudi ste v vaši ambulanti že obravnavali, kakšne so izkušnje? Jaz mislim, da smo jih letos oziroma od decembra 50, približno. Izkušnje so takšne, da če jih obravnavaš zgodaj po preboleli bolezni, ugotoviš še veliko težav v smislu slabega počutja, oslabelosti, ostankov infiltratov na sliki, potem se pa z vsakim tednom, mesecem te težave nekako zmanjšujejo. Zdaj, kolikšne bodo dolgoročne posledice, je pa v tem trenutku težko reči. Bomo mogli imeti nekakšne spremljevalne študije za recimo leto ali celo več. Ampak v bistvu lahko pa se že reče, da ni to tip bolezni, ker recimo jo odležiš, pa en teden rabiš in pol si že recimo nazaj v formi. Ne, mogoče to velja za najbolj blage oblike. Za te težje oblike COVID-a velja, da dejansko potekajo dlje, kot so potekale recimo tipično viroze, ki smo jih poznali prej. Včeraj ste dali dobro primerjavo, v bistvu, kaj pomeni zmanjšanje pljučne kapacitete za nekaj odstotkov, recimo, kakšna je razlika pri nekomu, ki je že zdaj bil na meji, pa recimo pri športniku, ki se najbolj pozna to? Mislim, športniku se pozna pri rezultatu, on vidi, da ne more dosegati takšnih dosežkov, kot jih je prej in to tudi zdaj razpoznavajo, mislim, da sigurno jim dajo vsaj 3 mesece časa za okrevanje, če so pač preboleli težjo oziroma nekoliko težjo obliko, ne pričakujemo najbolj težkih oblik pri tej skupini ljudi, ampak če ima pa seveda človek slabo rezervo, je pa mogoče že tudi tistih 5 ali pa 10% pri relativno blagem poteku bolezni veliko in jih težko zdržijo. Kaj v praksi to pomeni, pozna se, ko greš po stopnicah? Ja, marsikdo je tudi povedal, tudi od naših kolegov, ki delajo v kliničnem centru, da se je počutil, da ne more niti po stopnicah potem po preboleli bolezni. Jaz mislim, sicer sam si to razlagam, da je verjetno prišlo do takega dekondicioniranja v času prebolevanja. Bolj kot z izpadom funkcije pljuča, recimo. So še kaj pozabila? Zanimivo vprašanje pravzaprav. Zdaj po COVID-u, tudi po drugih pljučnicah smo pri bolnikih, zlasti pri rizični populaciji opažali počasno okrevanje pri marsikomu. Se pravi, ko smo spremljali te izgostitve v pljučih, so lahko vztrajale tudi tedne in tedne in tudi slabše počutje oziroma občutek nezmožnosti je bil del okrevanja po pljučnicah. Zdaj, a okrevanje po COVID-u zares poteka izrazito dlje, skoraj ne morem odgovoriti. Je pa sigurno res, da je ta bolezen bistveno bolj obsežna, kot smo prej poznali. Druge bolezni se niso nikoli pojavljale v tako velikem številu. Tako da lahko da je tudi percepcija tega mogoče malo pristranska trenutno.